Pozdravljeni. Morda ste tudi vi naleteli na informacijo, kako pri FII razmišljajo celo o tem, da bi obvezno uvedli 2 postanka v sezoni 2026. O tem in še marsičem drugem v naslednjih minutah. V zaodrju Formule 1 so se pojavile govorice, da mislijo pri FII vpeljati nova pravila glede postankov za prihajajočo sezono 2026. In tu velja poudariti, da gre za govorice, sprejetega ni še nič, ampak vseeno. Slišali smo lahko teorije, da bomo v naslednji sezoni na vsaki dirki morda videli 2 obvezna postanka, da bodo morali vozniki uporabiti vse 3 različne mešanice in na koncu, da bo lahko tisti del dirke ali stint dolg največ 45% celotne razdalje. In kot sem že povedal, gre za predloge, ki so pa eden bolj absurden od drugega. Namreč te spremembe naj bi po mnenju tistih poznavalcev prinesle več dogajanja na tiste dirke, ki so za mnoge navdušence dolgočasne, kjer se ne dogaja nič in kjer je pomanjkanje akcije. Zopet argumentacija, ki smo jo že mnogokrat slišali, ampak dejstvo je, da gre po večini za navdušence, ki Formule 1 ne poznajo drugače kot skozi celovečerne filme, kot skozi nanizanke in pričakujejo bistveno nekaj drugega, kot Formula 1 v resnici je. In treba je poudariti, da v svetu Formule 1 obstajajo posamezniki, ki imajo ogromno več znanja kot jaz sam. Tu je treba povedati še nekaj, da sam se ne smatram za nekega genija, ki praktično ve o strategijah bistveno več kot vsi ostali. Res, pred vsako dirko za veliko nagrado podam na primer moje osebno videnje glede strategij in kdaj pa kdaj se moje videnje pokaže kot pravilno, mnogokrat kot napačno, ampak če kdo sledi mojim objavam, je videl, da več ali manj pridem vsaj do istih zaključkov, kot jih vidimo pri Pirelliju. In treba je tu dodati, da vse 3 ideje, ki sem vam jih predstavil, katerih sem bral v raznih virih, so po mojem osebnem videnju čisti absurd. Ukolikor prisilimo voznike, da se bodo 2-krat ustavili na vsaki dirki za veliko nagrado, ukolikor bodo morali imeti 3 različne mešanice med samo dirko in ukolikor bodo omejeni z enim stintom na 45% razdalje, ne bomo videli nič drugega kot to, kar gledamo sedaj. Verjetno se marsikdo spomni, da letos v sezoni 2025 smo že imeli pravilo 2 obveznih postankov, seveda na veliki nagradi Monaka. Na dirki, kjer se po mnenju nekaterih nič ne dogaja, kjer ni prehitevanj, kjer ni bojev, kjer ni tistega, kar si publika želi. Težava je v tem, da kljub temu, da smo imeli 2 obvezna postanka, nismo videli na koncu nič novega. Res, ker je Max Verstappen imel drugačno strategijo od ostalih, je del dirke celo vodil, kljub temu, da jo je začel iz
četrtnega štartnega mesta. Ampak to zaradi tega, ker je v bistvu čakal do zadnjega, da je opravil tisti svoj zadnji postanek. In tu bi lahko dejali, da pred televizijskimi zasloni so bili tisti, ki Formule 1 ne poznajo preveč dobro, zadovoljni. Vsi ostali, ki smo vedeli, da ga čaka še en postanek, smo pa videli nesmiselnost tega pravila. Namreč na veliki nagradi Monaka je končni vrstni red prvih 4 odrazil pravzaprav tisto, kar smo videli na kvalifikacijah. In kaj je bilo tu novega? Absolutno nič. A treba je povedati, da na dirki, kot je Monako, ker je prehitevanje izjemno otežavljeno, nam prav ta primer pove, kako tudi na drugih dirkah za veliko nagrado 2 obvezna postanka ne bi doprinesla absolutno nič. Kaj pa rabiti vse 3 mešanice, ki so na razpolago? Če vsi morajo uporabljati vse 3 mešanice, kakšne strategije bodo pa lahko rabili? Kakšne so alternative? Razen, da bodo uporabili drugačen vrstni red pri stintu, absolutno nič. In bistvo za dirko, ki bi bila lahko presenetljiva tudi z uporabo strategije, je prav ta, da so le-te različne in ne enake za vse. In če vzamemo v zakup, da bomo imeli stint omejen na 45% razdalje, kaj to pomeni? Bomo imeli enako dolg stint na pnevmatiki medium in na pnevmatiki hard, torej bo ena izmed obeh mešanic absolutno nesmiselna, ker ne bo nudila nič več. Seveda, ritem bo počasnejši, ampak dolžina stinta bo seveda omejena z nekim absurdnim pravilom. Torej, vidimo, da vse 3 ideje, o katerih smo lahko brali tu pa tam, so čisto nesmiselne. Ampak verjamem, da marsikdo je bil tudi razočaran nad tem preskokom, ki smo ga videli pri Pirelliju, na primer na veliki nagradi Združenih držav Amerike in veliki nagradi Mehike. Zakaj zadeva ni delovala? To bomo razumeli v naslednjih minutah. Verjamem, da marsikoga sedaj zanima, če sem tako kritičen do idej, ki jih imajo strokovnjaki, kaj bi pa po mojem delovalo? In odgovor je enostaven. Ukolikor želimo različne strategije, moramo težiti k eni smernici. Da imamo strategijo z 2 postankoma, ki je le nekoliko hitrejša od strategije z enim postankom. Če se vrnemo malce na veliko nagrado Monaka, o kateri smo že govorili. Če Max Verstappen ne bi se ustavil drugič tik pred koncem dirke, bi seveda po ulicah Monte Carla zmagal, ker je bila njegova strategija z enim postankom rahlo hitrejša od one z 2. Ampak treba je prisiliti one tam spredaj, da bodo rabili strategijo z 2 postankoma. In ker v Formuli 1 nimamo bedakov, je treba razumeti, da se bodo odločili za strategijo z 2 postankoma edino le v primeru, da je ta hitrejša in ne počasnejša. In sedaj, če se vrnemo k tistemu preskoku, o katerem smo govorili. Pirelli je zadevo nekako odprl na napačni strani. Če vzamemo v zakup, da je pnevmatika hard ostala v sezoni 2025 ista kot v sezoni 2024, je seveda pnevmatiko medium in soft pomaknil navzdol. Torej, pnevmatika medium v sezoni 2025 je bila soft v sezoni 2024.
In sedaj naj mi kdo razloži, kako bo lahko strategija z 2 postankoma hitrejša od tistega, kar smo na primer videli lani. Vsi bodo težili k temu, da bodo na cilj prišli čim prej. To je bistvo dirkanja. Biti hitrejši in ne zabavati publike doma. Gre za dirke in ne gladiatorske igre. O tem, da primerjava je čisto neumestna in da pokaže vse nepoznavanje zgodovine strani tistega, ki jo naredi v raznih pogovorih, smo že govorili in se danes temu ne bomo vračali. Ampak bistveno je, ukolikor želimo imeti bolj raznolike strategije, da praktično imamo tudi namensko pripravljene pnevmatike in brez improvizacij. Ampak verjamem, mnogi navdušenci so mnenja, da včasih je bilo drugače, včasih je bilo boljše, včasih smo vedeli, kako je nekdo z drugačno strategijo celo zmagal. Ampak mnogi pozabljajo na nekaj bistvenega. In to je na razliko, ki je bila med enim in drugim bolidom. Se je kdo vprašal, kolikšna je bila razlika v štartnem razporedu nekoč? Če vzamemo zaostanek, na primer zadnjega na štartnem razporedu, in ga primerjamo s tistim, kar je bilo v 80-ih ali 90-ih, bomo prišli do zaključka, da tisti, ki je danes zadnji, bi bil s takšnim zaostankom, na primer v 90-ih, morda celo v 3. štartni vrsti. In to je nekaj, kar mnogi poznavalci prezrejo. Seveda so delovale različne strategije, ker je bila razlika med bolidi seveda večja. In o čem govorim? Primer, ki nam bo pomagal razumeti, zakaj gre. Če vzamemo neko povprečno dirko, ki je dolga 50 krogov, in če izgubimo na postanku 25 sekund, pomeni, da moramo biti vsak krog za pol sekunde hitrejši. In seveda jasno nam je, v 50 krogih pol sekunde pomeni 25 sekund. Ker imamo postanek več, je to logično. Ampak, če se sedaj vrnemo malce v realnost, jasno nam je, da bosta tako tisti z enim postankom, kot oni z 2 postankoma imela vsaj eno mešanico, ki jo bosta rabila verjetno istočasno in seveda to pomeni, da bo težko oni z 2 postankoma hitrejši za pol sekunde na krog. Zato mu bo ostalo zaokroženo nekje 30 krogov, ker vzamem v zakup, da bosta 20 krogov vozila ali na pnevmatiki medium ali na pnevmatiki hard včasih. In v 30 krogih nadoknaditi 25 sekund pomeni ritem, ki je več kot 80 na sekundo hitrejši. In seveda tu je treba nekako upoštevati še kakšno gnečo, še seveda kakšne težave, ki jih nekdo lahko ima, in kaj hitro pridemo, da oni, ki zaostaja, ki ima 2 postanka, mora imeti ritem, ki bo boljši za približno sekundo od vodilnega. In kaj pomeni razlika v ritmu 1 sekunde v današnjem času, da si bomo lažje to predstavljali? Seveda, razliko med najboljšim in najslabšim na štartnem razporedu, po podatkih, ki jih imamo, na primer, iz 2. postanka. Tako da vidimo, zakaj zadeva ni tako enostavna, kot si nekateri mislijo. Zakaj kvantiteta, torej 2 obvezna postanka, nam ne da neke kvalitete, torej zanimivih dirk. Zakaj uporaba praktično vseh mešanic, ki so na voljo, ne bo prinesla nič drugega kot dolgočasne dirke, in še bi lahko naštevali. Sam sem seveda
zmeraj kritičen, ampak mnogokrat tudi predstavim svoje argumente. Sem vam danes prepričal ali ne, boste seveda izrazili v komentarjih. Ampak tokrat smo prišli do konca. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.